Dober večer, če čutite negativen vpliv vladnih ukrepov ali pa če čutite, da je nad vami nek ukrep, pa ne veste, kateri pokličite, bomo skupaj rešili zadevo. Nekdo je z nami, dober večer, halo. Ja, rojstni datum 11.3.55, zanima me, če jutri lahko grem na avtobus zjutraj. Ja, v redu je. Tukaj vidim zdaj gospa karto penzionera, karto potovanja pa karto nesreče, gospa, to ni dobro, ne? Zdaj, vi še niste v penziji, ne? Ne? Samo zgledate pa, kot da ste, ne? Ja. Vidim to v kartah vse, gospa Dragica. Ja, drugače sem Marija. Marija, ne bi zdaj pametni, kdo je koga klical? Poslušajte vi mene, vi jutri lepo idite na avtobus okoli 12, pa vse bo dobro, v redu? Zjutraj pa pač vidim gnečo, vidim grde poglede, pa pač vidim smrt, me razumete? Ja, dobro, hvala, lahko noč. Lahko noč. Če pa vseeno morate zjutraj na vsak način na avtobus, pa pokličite posebno številko, nabavite si moj posebni kontraukrep in se boste lahko vozili, koliko boste hoteli. Kontraukrep stane 80 € in deluje na principu magije črne jelke. Po domače pošljem vam odaleža cifro, pa če zagusti ga rufnete, ja? Dober večer, halo, kdo je z nami, povejte. Dober večer, Marko pri telefonu. Mene bi pa zanimalo... Vem, kaj vas, Marko, zanima, skrbi vas zaradi zakuske, koliko vas se nakupu, kar povejte mi. Ne, mislim, 3 smo, ampak ne kličem za to, ne? Ja, Marko, 3 ste, samo spili ste pa že toliko, kot da bi vas bilo 12. Je to taka ni? Mislim, smo, ja, ampak ne kličem za to, ne? Da bi... Marko, ne se sekirat, nič vam ne morejo. Ne samo, da ste izolirani, jaz vidim, da ste razkuženi kot čakalnica v urgenci. Ja, pa omejeni ste kot dostop do doma upokojencev. Ja, hvala, samo še eno vprašanje, ne? Seveda ga imaš, Marko, in moj odgovor je ne. Hvala lepa, gremo dalje, halo. Ja, čakaj, nisem zdaj jaz malo voklical, pa... Jo, kak eni ljudje mislijo, da so najbolj pametni, pa da vse vejo. No, to me gre najbolj na živce, poslušajte ljudje. Še enkrat, če sumite, da ste pod vplivom enega od vladnih ukrepov, pa ne veste, kateri pokličite me in skupaj bomo našli odgovor. Dober večer, ja? Dober večer, mene pa skrbi prihodnost glede gostinskih lokalov pa tega. Vi ste poročeni, gospa, ne? Ja. Ja, normalno, da vas skrbi, kaj, glede lokalov, kaj. Hočete vedeti, kje je vaš mož, je tak? Ja. 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 Tako, poglejmo, ja. Zaenkrat je okej. Ja. Kdaj hodi domov? O koliko 11? Ni problema, to je vse v redi, ne? Če vam začne hoditi pred 10 domov, ne, vam nekaj skriva, ne, pol nekaj muti, ne, pol sigurno ne bil v gostilni, ker če dobiš mizo v teh časih, ko se tak naredko dobi, ne ostaješ od mize pred 11, me razumete? Ja, pa jaz sem hotela vprašati. Super, gospa, mi je važno, da smo vam rešili problem, zdravo pa po pameti, v redu? Ja. Hvala. V redu, se slišimo jutri, lahko da bo vse isto, lahko da ne bo, noben ne ve, to je prihodnost. Nas pa zanima, kak se obnašati v sedanjosti, ker tudi zares noben nič ne ve. Babi, pa upam, da gledaš, ker na obi zdaj nekaj cajta spet ne morem, pa ne me kliči tu, ker je ful drago. Okej, imamo koga na liniji, halo, kdo si? Si mlada nevesta, ko upa na novembrsko poroko, si fitneser, ko ima še 3 ponovitev do konca oktobra, pa ne veš, če bodo šle skozi, pokličite in se pozanimajte, ne delati neumnosti v življenju, če jih lahko po telefonu. Halo, kdo je z nami?